Dober večer, dobrodošli v Slovenski kinoteki na prav posebnem večeru, na predstavitvi in pogovoru ob knjigi, o kateri se pravzaprav lahko resno pogovarjamo samo prav v tem prostoru, na kraju zločina, torej v kinoteki. Gre za knjigo Kaj je kinoteka? Jurija Medena, enega vodilnih filmskih kuratorjev na svetu, ki je svojo pot, kot si vemo, začel v Slovenski kinoteki, jo potem nadaljeval v enem najbolj znanih filmskih arhivov na svetu, v muzeju George Eastman v Rochesterju, in je danes filmski kurator oziroma vodja filmskega programa v Avstrijskem filmskem muzeju. Jurij Meden, dobrodošel v tvoji naši kinoteki. Jurijeva knjiga je en tak mali biser, je zelo čarobna, zelo lucidna, tudi zelo duhovita. Predvsem pa, kar se mi zdi najbolj pomembno, način, kako odgovarja na vprašanja, o katerih se sprašuje, torej o izzivih, ki jih imajo danes filmski arhivi, filmski muzeji in kinoteke, kar je ponekod eno in isto, ponekod pa tri različne stvari. Namreč v recimo temu malce žižkovskem smislu ve, da niso tako pomembni odgovori, kot so pomembna prava vprašanja. Da so vprašanja, ki se jih zastavlja v tej knjigi, to pa so naši izzivi v svetu, kjer se je kinematografija, naj gre za produktivno ali pa reproduktivno, v zadnjih 10 letih tako rekoč popolnoma digitalizirala. Nekatere navade gledanja filma pa je seveda še pospešila zdaj korona. Skratka, v tej knjigi si Jurij zastavlja vprašanja, na katerega se izkaže, da ni niti enoznačnih odgovorov, niti črno-belih odgovorov, ampak da so ti odgovori marsikdaj en z drugim v nasprotju. Vendar se bo o vsem tem Jurij pogovarjal z urednikom filmskega programa v kinoteki, Igorjem Praslom. Andrej Šprah, ki je napisan na tem telopu, pa nam je žal zbolel za covidom, tako da smo morali narediti hitro zamenjavo. Zdaj bomo prosila Jurija, če pove, zakaj si je izbral prav ta film za otvoritev oziroma uvod v današnji pogovor. Prosim, Jurij. Matevža, lahko sedim? Tako. Ženja, najlepša hvala za te krasne besede. Hvala vsem, ki ste prišli. Hvala tudi Andreju, uredniku knjige, Ivanu, ki je dal pobudo, pa Maji Lovrenov, ki jo je prevedla, in Maji Rebov, ki jo je uredila. Hvala, Ženja, za vprašanje, zakaj ta film. Dal bom mogoče malo daljši odgovor na to vprašanje, v katerem se bom dotaknil številnih tem, ki jih potem knjiga razpira. Na nek način, če bi hotel strniti svojo knjigo v en stavek, bi rekel, da je to knjiga, ki govori o tem, kako utopičen je pravzaprav projekt ohranjanja in prikazovanja zgodovine filma. Zdi se nam, da je to nekaj sistematičnega, urejenega, ampak čim pobliže pogledamo to področje, ugotovimo, da je to nekaj res naravnost neznosno utopičnega in da pri ohranjanju in prikazovanju filmske dediščine igra neko neizmerno vlogo naključje. In s tem je povezana tudi zgodba o tem, zakaj tu ta film Amerigo Tot. Gre pa za eno tako anekdoto v bistvu o nekem takem finem razkoraku med idejo ohranjanja filmskega spomina pa ohranjanja spomina na film. Zdaj, Amerigo Tot Zoltana Husarika je madžarski eksperimentalni film. V kinoteki smo pred 5-6 leti naredili retrospektivo madžarskega eksperimentalnega filma, tako da tu najverjetneje sedijo ljudje, ki so že videli kakšen madžarski eksperimentalni film, ampak večina ljudi na svetu, tudi večina poznavalcev avantgardnega filma, nima pojma o madžarskem eksperimentalnem filmu. Zoltan Husarik je eden izmed vodilnih predstavnikov madžarskega avantgardnega filma. Zgodba je pa tako. Jaz sem se za idejo tega, da Madžari snemajo avantgardne filme, prvič seznanil pred kakimi 15 leti, ko je na enem zelo lepem festivalu Alternative v Beogradu nek madžarski kustos predstavil program madžarskega avantgardnega filma. In smo gledali filme, vse na 8-milimetrskem filmskem traku, nekatere celo dejansko na filmskem traku, druge v videokopijah.
In mene je ta program neznosno navdušil. Gledali smo fantastične filme. Če je slučajno kdo bil takrat v Beogradu, se bo spomnil, bil je nek film, ki ga je podpisoval nek avantgardni avtor, dr. Pjuti Horvat, ki se je precej zajeten možakar, ki se je drsal po Blatnem jezeru in se snemal za osmičko. Res izjemno lep film. In potem, ko sem po tej projekciji govoril s kustosom in pohvalil ta program, je rekel, da to ni pa še nič, da to, kar smo zdaj gledali, je samo madžarski izven institucionalni avantgardni film, zato ker na Madžarskem težko najdeš avantgardni film, ki ni posnet na 35 mm filmski trak. Ker je nenavadno, ker drugje po svetu so avantgardni filmarji v glavnem delali na 8 mm, na 16 mm, Madžari pa, to sem prvič slišal, na 35. Kako pa to? In ta kustos, Sebastian Kodoljeni, mi razloži, da to pa zato, ker je bila taka politika studija Bela Balaš. Bela Balaš je bil vodilni medvojni madžarski oziroma svetovni filmski teoretik in po njem so poimenovali filmski studio, ki je obratoval v 50-ih, 60-ih, 70-ih, 80-ih, 90-ih. In v sklopu tega studia je lahko vsak, ki je hotel, prišel in posnel film, kakršenkoli film je hotel. Dobil je neko malo ekipo, dobil je filmski trak, 35 mm, in tam so na veliko snemali avantgardne filme, kratke, celovečerne, posneli so jih vsega skupaj več kot 500. Vse na 35 mm filmski trak in na neki točki so celo odprli ta studio in so rekli, da naj filme snemajo vsi, ne samo šolani filmarji ali pa amaterski filmarji, ampak naj filme snemajo delavci, umetniki, kipari, zgodovinarji in so res na vrata studia začeli trkati študentje, umetniki, učitelji, ki so hoteli snemati filme in vsi so jih lahko snemali. In nastal je nek ogromen korpus filmov, ki seveda niso bili predvajani v redni distribuciji. Posneli so jih, doživeli so na par projekcij, internih, kakšnih festivalskih in potem seveda, ko je železni režim na Madžarskem se umaknil demokraciji, je zelo veliko ustvarjalcev rekla, da so bili prepovedani, ker njihovi filmi niso bili distribuirani, kar je seveda nonsens, ker pač kot eksperimentalni filmar težko pričakuješ, da bo tvoj film predvajan v nekem koloseju. No, ko to zgodbo jaz slišim, vprašam tega kustosa Sebija, če mi lahko pošle kaj teh filmov in on mi res pošle paket, noter je bilo nekih 100 DVD-jev, jaz začnem gledati, karkoli sem videl, je bilo fantastično. In sem rekel, ok, nehal bom gledati, povabim Sebija, da za Kinoteko kurira program madžarskih eksperimentalnih filmov in to on res naredi, pride sem, pokazali smo, pozabil sem koliko nekih 5-6 programov in med temi filmi je bil tudi film Zoltana Husarika z naslovom Elegija, za katerega je najverjetneje kdo slišal. Zato skozi to ponavljam, ker sem se pogovarjal z zelo veliko ljudi, ki so študirali film, pa nihče ni rekel, da so ga učili pri predmetu zgodovina filma ali pa zgodovina avantgardnega filma, karkoli o madžarskem avantgardnem filmu. Predvajali smo film Elegija tega Zoltana Husarika, nek neskončno pretresljiv film o človekovem odnosu do konja. Madžari imajo neko posebno povezavo s konjem, ker se imajo za naslednike stepskih ljudstev, ki so zraščeni sedlom, tako rekoč. In to je nek film, ki govori o zgodovini človekovega upodabljanja konja, od jamskih slikarij, konča se pa potem z nekimi brutalnimi posnetki pobijanja konj v klavnici in tako naprej. In si zapomnim ime tega avtorja, Zoltan Husarik, na tej retrospektivi. No, na kar potem mine par let in jaz ugotovim, da se v arhivu kinotečnem nahaja film Zoltana Husarika Amerigo Tot. In me začne stvar neznosno zanimati, kako to, da je v kinoteki nek eksperimentalni film tega madžarskega filmarja. Ta film je v kinoteko prišel tako, kinoteka je namreč pred desetletji prevzela arhiv filmov, ki so bili prej na RTV Slovenija. Televizije so namreč v starih časih pred digitalno tehnologijo kupovale filmske kopije. In potem, ko so jih porabile, za to, kar so jih pač hotele, za tisto telekino in predvajanje, so te kopije v glavnem v odličnem stanju preprosto obležale v kleteh televizije in kinoteka je nekoč ta enormen arhiv iz televizije prevzela in med drugim tudi ta film Zoltana Husarika Amerigo Tot. Zdaj v tem, ker je kinoteka prevzela iz televizije, se nahajajo neverjetni dragulji. Recimo, ko je pred parimi leti umrl veliki sovjetski, ruski režiser Marlen Hucev in so po vsem svetu delali retrospektive njegovih filmov od MoME v New Yorku do francoske kinoteke, se je izkazalo, da je praktično edina ohranjena kopija njegove klasike Bil je mesec maj,
tu v kinoteki in je potem kinotečna kopija, televizijska, potovala iz Ljubljane v Pariz, v New York, ker so jo gledali, ker se je nekako izkazalo, da so Sovjeti pozabili ta film ohraniti, ali niso naredili negativo, ali ni bil popoln. Skratka, tle v kinoteki je bil. No, skratka, Amerigo Todt me je zanimal, ampak nisem si pa preveč obetal od tega filma, ker sem vedel, da gre za namenski film, za portret slovitega madžarskega kiparja Ameriga Todta, ki je sicer večino življenja ustvarjal v Italiji, ampak bil je pa v bistvu madžarski izvozni artikel number one v 20. stoletju, njihov največji umetnik, ki je uspel v tujini. Pa bil je TV film, in sem mislil, ok, veliki avtor eksperimentalnega filma, Zoltan Husarlik, je pač posnel tudi nek namenski film, ki ni tako zanimiv. No, potem me je pa poskusil sem karkoli najti o tem filmu, nič nisem našel, ne v madžarščini, ne v angleščini, na internetu nikjer nobenega resursa, niti ene fotke iz filma, na YouTubeu nič, na Karagargi nič, na Pirate Bayu nič. Pa sem ga našel nekako, po nekih čudnih poteh pogledal in obstrmel, ker sem ugotovil, da gre v bistvu za pravi polnokrvni avantgardni film, narejen v tej posebni maniri Zoltana Husarlika. Gre skratka za neko križanje eksperimentalne filmske poetike Zoltana Husarlika z to neko poetiko Ameriga Todta. In potem sem vprašal našega Darkota v kinoteki, če je ta film že kdaj bil predvajan. Je rekel, da ne, da ga je pa nekoč slučajno pregledal, ker mu je nekdo naročil to, ne vem kdo, morda tle sedi, in je ugotovil, da je kopija v odličnem stanju, da so barve perfektno ohranjene. Tako da sem jaz potem rekel, evo, bomo zdaj pokazali ta film Amerigo Todt, o katerem nič na internetu ne piše in ki najverjetneje ni bil predvajan na velikem platnu niti enkrat od leta 1969, ko je bil narejen za televizijo, pa očitno tudi nekje predvajan, ker so naredili filmsko kopijo. Samo še to bom povedal, da se v filmu, kot neka čist trivija, ampak mogoče zanimiva, v filmu se precej bežno, ampak se pojavlja tudi Amerigo Todt sam. In boste videli, gre za enega zelo markantnega možakarja z zelo zanimivim obrazom. Jaz, ko sem ta film gledal na videu, sem pomislil, da človek s tako faco, da je pa lahko samo madžarski avantgardni kipar ali pa nek plačani morilec za mafijo. Na kar se je izkazalo, sem bral, da je Amerigo Todt na neki točki šel v Ameriko, kjer ga je na neki zabavi zagledal Francis Ford Coppola in se ga ustrašil in mu potem dal vlogo bodyguarda od Ala Pacina, Michaela Corleonija v Botru 2. Tako, to je zdaj zgodba o tem, kako se v bistvu na čudne načine ohranja preko naključij spomin na neko filmsko dediščino zelo bogato, kot je recimo madžarski avantgardni film, in kako se je po nekem čudnem naključju ohranila perfektna kopija tega filma Amerigo Todt v kinoteki. Jaz še nisem preveril pri madžarskem filmskem arhivu, če tam imajo kopijo ali pa pri madžarski televiziji, ampak bi si zelo drzno reči, da je mogoče nimajo, ali pa če jo imajo, ni to klepa kot ta kinotečna. Tako da upam, da boste uživali v filmu, ni predolg, koliko je dolg, 12-18 minut, po filmu pa potem kratek pogovor z Igorjem. Hvala. Še enkrat lep dober večer, hvala ženi za krasen uvod. V bistvu se moram tudi opravičiti, da bi moral biti Andrej Šprah na tem mestu in bi dosti bolj relevantna vprašanja verjetno postavljal, tudi kot urednik knjige, bil en izmed prvih, ki je tvojo knjigo prebral, ampak sem potrudil, tukaj se moram zahvaliti kolegu Matevžu Jermanu, ki je na drugi strani kamere, ki nas snema, ki je tudi malo prispeval k tem vprašanjem za Jureta Medena. Obenem je pa odlično recenzijo tudi napisal v tvoji knjigi za revijo Ekran. Jure, hvala za ta film, hvala, da si raziskal naš arhiv, kar je tudi ena izmed temeljnih nalog filmskega kuratorja, da je tudi arhivar obenem, da se tudi v lasten arhiv ali pa druge arhive nekako poda in najde filme, ki že dostikrat niso bili predvajani oziroma mogoče nikoli in so relevantni, ampak tvoja obljuba upam, da še vedno drži, da se bomo tudi še kdaj srečali s kako klasiko iz arhiva Avstrijskega filmskega muzeja, kot recimo kakšen Von Stroheim ali pa kaj podobnega. V bistvu se ti moram zahvaliti na tem mestu oziroma vaši inštituciji, ki nam je zdajle bo posodila do konca letošnjega leta filme Kinopravde Džige Vertova ob 100-letnici nastanka filmov in jih bomo od marca dalje pospremili z 6 kinovšesi. Jaz bi začel mogoče z enim kratkim tvojim, z enim citatom, ki sem ga našel v enem intervjuju, ki si ga dal pred leti za Delo.
in si nekako tako takrat že pisal, kajti prišli bomo do tega, da se mogoče tvoja mnenja tudi spremenila. V bistvu teksti v tej knjigi so nastajali, se mi zdi, kar nekih dolgih 10 let, tako da so pač mogoče plod nekega razmišljanja skozi leta. No, takrat, leta nazaj si dejal, naloga filmskih arhivov in kinotek ni zgolj reprodukcija obstoječih kanonov, pač pa, kot nas učijo številni primeri iz zgodovine, tudi aktivno sooblikovanje teh kanonov. Seveda pa pri vsem ne kaže zanemariti lokalnega konteksta, ki je prvo konkretno vodilo pri oblikovanju programa. Stojiš še vedno v bistvu za tem, kar si pač nekoč povedal, oziroma vidiš še vedno vlogo arhivov in kinotek oziroma kuratorjev, da je taka, ali je mogoče danes bi jo malo razširil ali pa zožal ali pa... Ja, stojim za tem, kar si rekel, še vedno. Kar si ti zdaj rekel, ko si mene citiral, ja, stojim za tem, s tem, da bi mogoče še kvečemo poudaril to zadnjo stvar, ko sem jo rekel, pomen lokalnega konteksta, ne, ker recimo v knjigi pišem tudi o tem, kako danes živimo v enem takem relativno dolgočasnem svetu, če ga primerjamo s svetom filmske kulture izpred 20 let, ko si lahko potoval po svetu, pa šel iz države v državo in tam najdel neke popolnoma nove, drugačne filmske kulture. Danes boš ti najdel neko res drugačno filmsko kulturo, samo če boš šel v Indijo, naprimer, tam res gojijo neko samo svojo samoniklo filmsko kulturo, ali pa v Iran, dobro, najverjetneje tudi v Severno Korejo, ampak če boš šel pa, ne vem, v Čile, boš pa videl, da tam filmski časopisi specializirani pišejo o filmih Teda Fenta, ostali pa o superherojskih filmih, kako po celem svetu. Tako da se mi zdi ta lokalni kontekst blazno pomemben, v tem smislu, da je pač treba poznati svojo publiko in ne, da bi zdaj izpolnjeval izključno njene pričakovanja, ampak da veš, ne, kje se da kakšno vzorje razširiti in kje so kakšna pričakovanja, ki že obstajajo, preprosto nekaj preveč dragocenega, da bi jih spremenil in jih gojiš še naprej z svojim filmskim programom. Ampak ti je bil zanimiv ta film Amerigo Tot, Igor? Po mojem mnenju, z Varjo so si ga tudi pogledala, zato da bi gotovila, tudi, kot si sam rekel, ni bilo informacij o tem filmu, tudi sploh kako sinopsis oblikovati. Ja, pač namenski film, ne, ampak obenem eksperimentalni dokumentarec in mislim, da zdrži še dan danes po 40 letih zob časa, oziroma še več, 50 let praktično. Ker recimo zanimivo je, ne, Dunaj velja v Evropi za velemesto, prestolnico avantgardnega filma, nekaj podobnega kot je New York v Ameriki, in ni naključje, da sta obe kinoteki in Anthology Film Archives in Dunajsko kinoteko, da sta skupaj delala to Jonas Mekas in Peter Kubelka. In na Dunaju, na primer, imamo arhiv, ki je neverjetno bogat z eksperimentalnim filmom, najverjetneje največji arhiv na svetu avantgardnega filma. In imamo tudi nek redni ciklični program, ki se ponavlja vsako leto, kjer se vrtijo avantgardni filmi, ampak čisto vsi avantgardni filmi v našem arhivu in iz tega cikla so zahodna avantgarda, niti enega južnoameriškega, afriškega, vzhodnoevropskega avantgardnega filma. In ko sem jaz na Dunaju recimo tudi naredil, podobno kot v Ljubljani, retrospektivo madžarskega avantgardnega filma, na Dunaju smo zvrteli celo, mislim, da 15 programov, je bila reakcija lokalnih ekspertov, vrhunskih strokovnjakov, profesorjev avantgardnega filma, da to pa nemogoče, da je nemogoče, da v njihovi neposredni soseščini obstaja tako neverjetno bogata tradicija eksperimentalnega filma, za katero oni niso slišali, in da je nemogoče, da prejšnji režimi 60 let niso zavrteli niti enega filma. In ta nejevera, ne, to pa ni mogoče, je bila tako močna, da dejansko potem nihče od poznavalcev eksperimentalnega filma ni prišel na projekcije. Bilo je ogromno publike, radovednih ljudi, mladih, ampak te strokovnjaki za eksperimentalni film so pa se odločili, da je nekako bolj enostavno vztrajati v tem prepričanju, ki so ga gojili. Ne. In tudi ta cela zgodba Bela Balaša v bistvu vam prišla v svet šele pred 10 leti, ko je bila v galeriji moderne umetnosti v Budimpešti narejena velika razstava, kjer se je potem svet kar naenkrat soočil z tem izbruhom te ustvarjalnosti. Je pa res, da njihovi eksperimentalni filmi niso taki, kot smo navajeni, če recimo poznamo ameriško avantgardo. Skratka, vsaka slika je v fokusu, kamera se ne trese, v filmih nastopajo ljudje in tako naprej. V bistvu mogoče recimo ta istočnica, kratki eksperimentalni avantgardni filmi, ne, praktično dan danes jih lahko
gledamo samo v filmskih muzejih ali pa v kinotekah ali pa na kakšnih festivalih, občasno, ki tudi predstavlja kakšne retrospektive, ne. Koliko je to pomembno, v bistvu, Jure, da ravno to pač oddaljevanje od nekega kanona, ne, oziroma vloga filmskega kuratorja, tistega, ki odkriva neke torej lise, bele lise, neodkrito, ki svoje občinstvo pač izobražuje, čeprav, kot si zdaj rekel, si ti poskusil, pa se je potem ta avstrijska specializirano občinstvo ni odzvalo na te projekcije, sploh niso prišli, kajti mogoče jim je bilo grozno priznati, da tega ne poznajo, ne, oziroma ne. Torej to pač itak v kinotekah film tretiramo kot film, ne glede na dolžino, na žanr, ne, in to je eno prvo pravilo. Mislim, če zdaj odgovorim na to tvoje prvo vprašanje, to je pravzaprav temeljna naloga filmskih muzejev in kinotek, zaradi tega, ker nihče drug nima tega privilegija in te možnosti, da bi preuprašal filmsko zgodovino, zaradi tega, ker ne, ti na spletu najdeš enormno veliko stvari, ampak vse, kar je na spletu, je bilo tja specifično dano za nekim, skratka ne boš, ne, če greš ti na Netflix, na primer, danes, ne, boš lahko samega sebe presenetil, pa boš nekaj odkril, ampak ne boš pa zares ničesar odkril. Če pa greš ti pokukat v filmske arhive, boš pa tam najdel enormne količine filmov, za katere potem, ko so bili narejeni, mogoče nihče ni slišal, bi pa, če bi ti filmi bili bolj znani, definitivno spremenili tok filmske zgodovine, tudi za nazaj, ne. Recimo, ne vem, če dam en tak zelo banalen primer v resnici, ne, ampak na evropskem filmskem zemljevidu obstaja, na zemljevidu evropske filmske zgodovine obstaja, to smo se pogovarjali prej na večerji, obstaja ena sama slepa pega, ena sama lisa in to je jugoslovanski film. Mi ga poznamo dobro, odlično, nam se zdi, da je vse v redu, ampak dejansko ni praktično nihče, razen res stručkotov izven Republik bivše Jugoslavije, slišal za nekega avtorja, kot je Živojin Pavlović. Mi ga tukaj v Sloveniji lahko slavimo kot enega največjih slovenskih jugoslovanskih režiserjev, gledamo njegove filme kot neko res neverjetno prizorišče nekega neorealizma, naturalizma, kot neke, mislim, filme, kakršnih nihče ni snemal, ne. Mislim, če mene vprašaš, ko gledamo recimo danes ta surovi realizem Živojina Pavlovića, kakršnega je on prakticiral na filmu že v 60-ih, v zahodni Evropi se je temu prvi približal šele Bruno Dumont, konec 90-ih, ne. Če bi zdaj poznali Pavlovića, takrat, ko so te svoje baročne filme snemali Fellini in Antonioni in Bergmani, če bi se tam pojavil njim ob boku Pavlović na ta način, ne, tako vehementno, s tako podporo, bi bila zgodovina evropskega filma drugačna, ne. In naloga nas, ki poznamo to zgodbo, je to zgodbo pripeljati zdaj ven. Saj stvari se premikajo danes, ne, danes je veliko lažje dostopati do zgodovine filma, ampak, ne, a veš, v arhivih kinotek lahko najdevaš neke take zadeve. Recimo, naš arhiv na Dunaju je sjajen, ne, je nekajkrat večji od kinotečnega, ampak ravno zato, ker je že od samega začetka bil skrbno kuriran, ker nima teh nekih naključnih intervencij, kot recimo prevzem enormnega arhiva RTV Slovenija, kjer se najbrž ne bo nikoli vedelo, kdo je te filme kupoval, a so bile kdaj predvajani in tako naprej. Ravno zaradi tega se potem da v kinotečnem arhivu najti stvari, ki so šokantno pretresljive. Recimo, jaz se spomnim, da sem dostikrat šel gledati kinotečni filmski arhiv prav s tem namenom raziskati stvari avtorja, za katere nikoli nisem slišal, na primer, ne. In, ne vem, poznaš najbolj zgodbo, v kinotečnem arhivu se nahajajo 3 celovečerni filmi nekega režiserja po imenu James Lester Paris. Ne, če greš gledat, kdo je on, najdeš informacije o tem, da je on absolutno največji šrilanški filmski režiser. On je za šrilanški film to, kar je recimo, ne vem, če dam zdaj neko primerjavo iz sorodne države, Satyajit Ray za indijski film ali pa Kurosawa za japonski film. In v kinoteki so 3 njegovi filmi. Kopije brez podnapisov, ker pomeni, da so najverjetneje prišle iz televizije. Ko sem jaz bil v Indiji, sem se srečal z direktorjem šrilanškega filmskega arhiva, ki mi je potrdil, da so ti filmi izgubljeni, da jih oni nimajo. In ko je izvedel, da so v Ljubljani kopije, je bil čisto presenečen, s tem, da potem sem se pogovarjal, da bi jih poslali tja, pa je on rekel, da ne, ker nimajo denarja in ne bi imeli z njimi kaj za početi. Ampak ne, kinoteka ni dovolj močna, nima svojega laboratorija še ali pa neke energije, da bi zdaj iz teh filmov neko veliko zgodbo naredila, ampak ne,
tukaj v kinoteki se nahajajo klasiki šrilanškega filma, Noro odkritje. Ne. In to lahko zvemo samo, če gremo pogledat v arhiv kinoteke. In takih zgodb je najbrž še na tisoče. Zato pravim, da je v bistvu temeljna naloga kinotek in filmskih arhivov ta, da pogledamo naše arhive, da jih ponovno ovrednotimo, zaradi tega, ker tega noben drug ne more narediti. Okay, deva mogoče se premakniti k knjigi, zato upamo, da bodo naši obiskovalke knjigo potem kupili. Blagajna bo odprta do 10, tako da je mogoče jih malo prepričava, da se splača, in jaz bi rekel, da se zelo splača. Angleški naslov knjige je Scratches and Glitches in to je v bistvu originalna izdaja, torej v angleščini je šlo pri Avstrijskem filmskem muzeju. V slovenščini pa je prevod knjige, in tukaj imamo tudi prevajalko, Maja Lovrenov, Kaj je kinoteka. V izvirniku ta naslov z predstavljanjem prask in digitalnih gličev namiguje na osrednji poudarek knjige in zavezanost vprašanju, kako se soočati z dilemami in ohranjanja analogne filmske dediščine v dobi vsesplošne digitalizacije. Ta slovenski naslov pa nekoliko bolj neposredno se veže na definicijo kinotečnih dejavnosti in je obenem tudi nekako mogoče alegorija na bazenov, kaj je film, če se ne motimo mogoče. Ne? Odkot to vrstna odločitev potem za spremembo tega naslova oziroma je to pač skupaj s prevajalko, njen predlog oziroma zakaj niste šli v dobesedno mogoče? Maja pa Andrej nista znala. Ja. Ne, Andreju se je zdelo, da v slovenščini ta izvidni naslov grdo zveni. Jaz sem pa res popolnoma prepustil presojo o teh zadevah Andreju pa Maji, ki sta oba opravila fantastično delo. V angleščini naslov knjige v bistvu je metafora za več stvari. Po eni strani, ja, praske in gliči so te napake v kopiji, v projekciji, ker ena izmed mojih tez v knjigi je tudi ta, da zgodovina filma ni zgodovina božansko lepih filmskih kopij, ki jih gledamo v teh lepih dvoranah, to je neka novodobna invencija v resnici. Zgodovina filma, zgodovina projekcij filmskih je zgodovina spraskanih kopij, je zgodovina neostrih projekcij, je zgodovina manjkajočih delov filma, je zgodovina hrupa v kinodvorani. Ta način gledanja filmov je res neka novodobna pogruntavščina, da tako lepo zbrano sedimo in gledamo te lepe kopije. Hkrati je pa ta originalni naslov bil tudi nekako namigovanje na to, da jaz v tej knjigi absolutno ne proizvedem nekega homogenega korpusa misli, neke teorije, še zdaleč ne, ampak namenoma poskušam do vseh temeljnih vprašanj, ki danes pretresajo to sfero ohranjanja filmov in prikazovanja filmov, se namenoma poskušam opredeliti na iskren način iz neke serije popolnoma diametralno različnih pogledov. Po eni strani gre za rezultat neke moje čisto osebne evolucije, kako sem jaz gledal na stvari, po drugi strani gre dostikrat za neke namerne provokacije, ampak načrtno sem pač poskušal povedati, da živimo v neki zgodbi, ki se dogaja tukaj in zdaj in ki jo bodo znali zares soditi šele naši zanamci, ne pa mi. Tako da to so nekako pomeni večplastni v tem izvirnem naslovu. V slovenski prevod je pa ena taka, bom rekel, mogoče malo celo predrzno ambiciozna parafraza te Bazenove knjige Kaj je film, kaj je kinoteka. Kinoteka z malo napisano, se pravi, na nek način tudi slovenski prevod v resnici se ukvarja s tem, kaj delajo, ker tudi, ko govorim jaz o teh skrečih in gličih, govorim več iz perspektive filmskih muzejev in arhivov. No, knjiga je sestavljena iz v bistvu kar 51 poglavij, sicer zelo kratka, ampak 51 je kar lepa številka. To priča pač o tem dolgem v bistvu času tvojega pisanja. A si to v bistvu, ampak kaj pa je bil vseeno, bi me zanima pač ta vzvod, da si se pa odločil zdaj, a si shranjeval te svoje zapise, ki so nastajali čez leta, a si imel že nekako, kdaj se ti pojavila ta zamisel, da bi pa knjiga, vem, da pač je, kakor piše Lobenstein, direktor Dunajskega filmskega muzeja v predgovoru, da je pač ta tudi malo pandemija sovpadla s tem, da si se znašel doma in si napisal nek odličen tekst za blog Avstrijskega filmskega muzeja. Mogoče poveš pač, kdaj si vedel, da bo to knjiga oziroma si prišel do tega, da... Zamisel za knjigo je v bistvu, se mi porodila, se točno spomnim, leta 2014, ko sem bil poleti na FIAF-ovi šoli filmskega restauriranja v Bologni.
kjer sem nekako se lahko naučil marsičesa materialnega o ohranjanju filmske dediščine in kjer sem tudi na lastne oči lahko videl, kako je v resnici ideološko onesnažen cel ta proces restauriranja filmov oziroma cela ta vednost restauriranja filmov in kako v resnici filmski muzeji in arhivi in laboratoriji ne naredimo nič, da bi premislili to, kar se dogaja, ampak da samo slepo sledimo nekim trendom. Če zdaj ponazorim praktično, kaj sem hotel povedati s tem, pred 10 leti se je ta digitalizacija dokončno izvršila. Filme zdaj snemamo digitalno in filme gledamo digitalno. Jaz v knjigi o tem pišem na nevtralen način, skratka ne zdaj, da je to nekaj slabega ali pa dobrega. Okay, ne? In ko se pogovarjaš z ljudmi, ki zagovarjajo digitalizacijo, bodo vedno rekli, da je to enostavno stvar napredka. Tehnologija gre naprej, napredek gre naprej, na neki točki je preprosto digitalni film izpodrinil analogni film in to tako je. Ne? Ampak če malo bolj natančno pogledamo, ugotovimo, da ne gre za nekakšen napredek. Ne? Mislim, filmi na filmskem traku so bili nekaj fantastičnega v resnici. Ne? Mislim, slika je bila perfektna, tehnologija je bila dostopna vsem, zaradi tega, ker filmske projektorje lahko proizvajajo kdorkoli, filmski trak ni bil patentiran, ga je lahko spet proizvajal kdorkoli, predvsem se je pa dalo filme na filmskem traku zelo lepo ohranjati. Ne? Mislim, vemo, da danes obstajajo filmi, ki so stari več kot 100 let, kar pomeni, da bi najverjetneje še naslednjih 100 let film izdržali. Digitalna tehnologija je prišla kot v resnici nekaj, kar so sforsirali hollywoodski studiji, zaradi tega, ker so enormno prešparali, ker ko so naredili nek blockbuster, nek Fast and the Furious ali pa nek Harry Potter, jim ni bilo več treba ta film natisniti na 500, 1000 ali pa 5000 filmskih kopij in vemo, da ena filmska kopija tehta 30-40 kil in potrošiti na milijone dolarjev za filmski trak in za transport teh kopij in gor in dol, zdaj so pač lahko digitalno film poslali preko spleta na 100 lokacij in so blazno prešparali in so sforsirali to digitalno tehnologijo in kot vemo, obstajata samo 2 ali pa 3 proizvajalci teh digitalnih projektorjev in so uspeli, grobo rečeno, bom rekel grdo besedo, nategniti Evropsko unijo, kjer so potem vse države dajale masne subvencije kinodvoranam, da so kupovali digitalne projektorje in zdaj ravno je minilo 10 let in morajo vse kupovati nove digitalne projektorje. Filmski projektorji pa, kot vemo, mi smo recimo v Rochesterju vrteli filme iz Century filmskih projektorjev iz leta 1955, se pravi projektorji stari 70 let, ki so perfektno delali. No, ampak na filmskem področju noben ni se vprašal tega, se zoperstavil tega, ampak smo vsi nekritično res prevzeli besednjak digitalizacije, logiko digitalizacije in začeli tudi mi naslavljati prošnje na državo, dajte nam denar, ker moramo digitalizirati, ker če ne bomo digitalizirali, bo filmska dediščina kar naenkrat postala nevidna. Ja, sej res, sej filmska dediščina danes je nevidna, ker kdo pa lahko še vrti film iz filmskih trakov. Ampak sami smo krivi, zakaj smo pa vrgli v smeti filmske projektorje, ker nam je tako pač diktirala logika kapitala. No, tam, ko sem videl, kako se pač slepo digitalizira in ne sprašuje, o tem sem v bistvu dobil idejo za, tudi najstarejši esej v knjigi je v bistvu nek skupek mojih vtisov iz tega digitalnega laboratorija, ker sem bil v bistvu zgrožen nad tem, kako oni tam filme, kako vsi digitalni laboratoriji filme restaurirajo. Ne. Tako da v bistvu zavržejo zgodovino filma. Ne. Tukaj recimo sedi naš Karpo Godina, pa za njim Sulejman Ferenčak, čigar filme smo v kinoteki restaurirali. Jaz se spomnim, da ko smo te filme v kinoteki restaurirali, nam je bilo vedno blazno pomembno, če imamo nek film, ki ga je avtor posnel na 8-milimetrski filmski trak in to je obračilni filmski trak, se pravi ni negativa. Potem je avtor točno vedel, da vsakeč, ko bo ta film predvajal, se bo vanj vtisnil zob časa, neke praske. In te praske v bistvu pričajo, pripovedujejo neko blazno lepo zgodbo o tem, da je ta film bil predvajan, da se je vrtel po svetu. In zdaj te praske brisati iz filma, to je podobno, kot če bi zdaj videli nek kip neke Miloške Venere brez roke in bi to roko rekonstruirali, ker jo znamo rekonstruirati. Samo zato. In to delamo s filmi. Brišemo, lepotičimo, šminkamo, zato ker to znamo, ker to lahko delamo. Ne pravim, da bi zdaj mogli gledati filme vse spraskane in gor in dol, ampak mi smo dejansko v zadnjih 5 letih stran vrgli neko znanje in tehnologijo. Če hočeš ti danes narediti filmsko kopijo v laboratoriju, boš porabil za to dobesedno 10krat več časa in denarja kot pa pred 5 leti. Popolnoma po nepotrebnem, ker smo pač podlegli temu digitalnemu diktatu.
da ne bo zdaj izpadlo, da tukaj samo kritiziram digitalno tehnologijo, po drugi strani je pa ta digitalna tehnologija enormno veliko nekih lepih, fantastičnih stvari prinesla in tudi to opevanje filmskega traku je v resnici nekaj, kar si lahko midva, kot delava oba v nekih državah razvitih in imamo normalne proračune, si lahko prvoščiva. Večina sveta si pa tega ne more prvoščiti in je digitalna tehnologija preprosto edini način, da se neki filmi sploh lahko gledajo, predvajajo in tako naprej. Tako da se moramo zavedati. Tle ustavim, Avstrija je država, ki je razvita in ima proračune. Slovenija je tudi razvita. Mislim, da imamo zelo velike probleme, ampak do tega še prideva. Bi izkoristil to istočnico, omenil si Sulejmana Ferenčaka in bi vse vas... Ne vidim dobro, če je Sulejman... Bi vas vse povabil v torek 22. februarja ob 20:22 v to dvorano, kjer bo tudi Jurij Meden ponovno nastopil kot avtor filma Operacija Mamut. To je dokumentarnega oziroma virtualnega sprehoda skozi zgodovino pozabljenega filmskega arhiva, produkcije in se lahko tudi pohvalimo, torej Slovenska kinoteka je po dolgih letih končno uspela restaurirati in nazaj na filmski 35-metrski trak spraviti zelo pomemben film za zgodovino avantgardnega filma, ne samo pri nas. Serija dislocirano Tretje oko, Bismilah v 4 stavkih, tako da iskreno vabljeni, da bomo potem mogoče celo nadaljevali na nek način to debato. Jure, deva mogoče, ta proces digitalizacije filmske dediščine, o kateri si zdaj govoril, je v bistvu počasen, v Sloveniji še toliko bolj počasen, ker se pač šele nekako smo se začeli lotevati tega, tudi zaradi seveda popolne ignorance strani države do tega, da filmska zapuščina torej ni zapuščina, do zdaj je to veljalo oziroma ni bilo nekako smišljeno, da to je, ne. In zaradi tega pač iz dneva v dan nepovratno izgubljamo kilometre filmske zgodovine, ne. Bi te vprašal, kakšno je tvoje stališče, ko gre za vprašanje, kaj ohraniti in kaj silom okoliščin prepustiti pozabi? A se že to kdaj vprašal oziroma si bil tudi v poziciji, da si sodeloval v kakšnih komisijah, ki neke prioritetne liste določajo, ki se odločajo, kaj je zdaj tisto, kar je vredno dati takoj, torej digitalizirati oziroma restaurirati in digitalizirati, ali imaš kakšno mnenje do tega? V komisiji nisem bil nobeni, sem pa in v kinoteki oziroma v vseh teh muzejih, kjer sem deloval, v bistvu soodločal pri tem, kaj bomo ohranili. Gre za neverjetno kompleksno vprašanje, kjer se preprosto ne moramo izogniti temu, da si priznamo, da na te naše odločitve, kaj ohraniti, preprosto mora vplivati tukaj in zdaj. Skratka, tukaj je ful zanimivo, če pogledaš, kako so recimo različne evropske države na to vprašanje odgovorile, naprimer. Naprimer, če pogledaš, kaj so recimo v Angliji naredili, BFI, človek bi pomislil, da so Angleži najprej šli digitalizirati in na ta način digitalno ohraniti, zgodne neme filme Alfreda Hitchcocka, niso tega naredili. Oni so najprej šli digitalizirati in ohraniti vse svoje kratke, dokumentarne, neme, industrijske filme, ki govorijo o Veliki Britaniji kot o industrijski velesili. Ker se jim je zdelo veliko bolj pomembno, ker kaj je specifika vseh filmskih, pa večine filmskih arhivov, v tem, da na film zelo široko gledajo. Skratka, film ni samo umetnost, film je tudi nek medij, ki beleži čas na način, kot to noben drug medij ne more narediti, je lahko politično orodje ali pa orožje celo in tako naprej. In oni so recimo v filmu prepoznali pričo tega nekega ključnega momenta v razvoju britanskega imperija, ko je Britanija, oziroma to je bilo že tako bolj proti koncu, res eksplodirala in bila svetovna velesila. In so se odločili, da je za ohranitev filmske dediščine njihova prioriteta, da so pač to neki efemerni industrijski filmi o vzniku imperija. In šele v drugi fazi so šli gledati na film kot na umetnost in recimo narediti nove kopije in nove skene filmov Alfreda Hitchcocka. Pogledamo recimo, kaj so Švedi naredili, naprimer. Švedi se niso dotaknili Ingmarja Bergmana, zaradi tega, ker so vedeli, da bo to namesto njih naredil Trg in Trg je tudi to zares namesto njih naredil. So pa se odločili v prvi fazi, sledeč svoji tradiciji
enakopravnosti spolov in tako naprej, da bodo najprej restaurirali in digitalizirali vse filme ženskih avtoric. In šele ko so restaurirali vse filme ženskih avtoric, so se odločili iti na preostale, recimo moške, velike režiserje in tako naprej. Skratka, od države do države drugačna. In čisto vsaka taka odločitev je v resnici legitimna. Ne? A veš, zakaj pa ne, v končni fazi? Mislim, danes se dosti te debate krešajo o tem, da se določeni filmi ukinjajo ali pa niso več primerni ali pa se ljudje naročujejo, da je potreben kontekst. Meni se pa zdi, a veš, pa kaj pol, ne? Mislim, pa kaj pol, če se kakšne stvari pozabijo, če kakšne stvari utonejo v brezno zgodovine, v končni fazi na dolgi rok bodo vse. Tako da se v bistvu ja, poitak vsa dedičina filmska šla zelo hitro. V končni fazi je to vprašanje nekaj, na kar je treba odgovoriti na en tak zelo utilitaren način. Ne? Skratka, tukaj bi jaz rekel, da vprašanje, prej sem govoril o tem razločku med ohranjanjem spomina na film in ohranjanjem filmskega spomina. Če se ti odločiš, da boš nek film digitaliziral in restauriral, nisi s tem nič naredil. Če nimaš tudi jasnega odgovora na vprašanje, zakaj si to naredil. Skratka, skoraj bolj pomembno se mi zdi narediti nek načrt. Ta film bomo restaurirali in digitalizirali zato, ker se nam zdi pomembno, da ga vidijo mladi in ga bomo prodali v šolam kot šolske programe, se nam zdi pomembno, da z njim, ne vem, dopolnimo zgodovino evropskega filma in ga bomo poslali v Bologno na filmski festival. Skratka, ko veš, kaj boš z njim delal, pol ga pa je restaurirati. Veš, kaj boš z njim delal, pa tukaj in zdaj. Ne zdaj, ok, restaurirati bomo šli film nekega velikega avtorja, zato ker, ne vem, restaurirali bomo Ples v dežju, zato ker je Zdenko Vrdlovec stokrat rekel, da je to največji slovenski film vseh časov. To zame ni argument. Mislim, vprašanje je, ali je Ples v dežju relevanten film, odgovor je relevanten film. Zakaj je relevanten film? Zato ker pokaže recimo tradicijo jugoslovanskega novega filma v neki popolnoma novi luči, ker Hladnik je tukaj naredil nekaj, kar je neprimerljivo z, ne vem, Pavlovićem, Petrovićem in ker pokaže neko novovalovsko estetiko, ki je radikalno drugačna od tej svoji slovenski morbidnosti, od neke češke novovalovske razigranosti ali pa francoske razigranosti. Skratka, Ples v dežju je film, ki lahko gre ven, ki lahko potuje, ki lahko na pomemben način updata zgodovino svetovnega filma, ki ga bodo gledale mlade generacije, zato ga dajmo restaurirati, ne pa zato, ker je zdaj veljal za največji slovenski film vseh časov. Tako, dolg odgovor na tvoje vprašanje, naprej gledati, pa pač se ne bati biti utilitaren v razmišljanju tega, kaj ohraniti, zakaj ohraniti je vprašanje, bolj kot kaj. Okay. Pa bi ostal še z enim podvprašanjem oziroma krajšim vprašanjem mogoče na tem področju. Kako gledaš na komercializacijo ponudbe restauriranih filmskih klasik, ki je v zadnjih letih v porasti? In kako bi komentiral dejstvo, da nekateri distributerji oziroma studiji, predvsem v Franciji, tudi z javnimi sredstvi restaurirajo in digitalizirajo filme, potem pa jih po neokusnih cenah prodajajo naprej festivalom in kinotekam oziroma celo umetniškim kinematografom, ki jih je po svetu tudi vse več. To je res grdo. No, ampak ta komercializacija in ta zdajle nekako mogoče ta boom, ta porast v bistvu klasik, je to nekaj, kar je bilo pričakovati v tem času? To je lepo, da so mislim, klasike nikoli niso bile nedostopne. Tukaj je digitalizacija naredila eno lepo stvar in sicer spopularizirala je spet filmske klasike. Pred 20 leti, ko filmske kopije še niso tako propadle kot danes in ko je lahko vsaka kinodvorana od Koloseja in Kino Šiške do Kinoteke vrtela 35, bi vsi lahko vrteli klasike, pa jih pač niso. Danes po zaslugi digitalizacije, ko se pa na veliko o tem piše in govori, je pa se mi zdi več dvoran zainteresiranih za klasike, tako da to je fajn. To, da so potem zdaj predrage, je druga zgodba. Je pa hecno, ko človek gleda, kako se recimo ene in iste klasike, eni in isti naslovi digitalizirajo znova in znova in znova in ko človek gre raziskovati, zakaj se pa zdaj recimo ta naslov restauriral. Recimo, spet ena taka rahlo perverzna anekdota iz sveta filmskih arhivov. Pred kratkim je nek filmski laboratorij digitalno restauriral film Luchina Viscontija Senso in je nastala neka nova 4K restauracija in ko sem šel vprašati direktorja laboratorija, pa zakaj ste šli Senso Viscontijev restaurirati, Senso je bil pa pred 5 leti v sosednjem laboratoriju oziroma kinoteki restauriran in obstaja zdaj na čudovitih filmskih kopijah. Zakaj niste kakšnega drugega filma od Viscontija? Je bil odgovor, ja, Gucci nam je plačal to restauracijo, zaradi tega, ker so to lepi kostumi v tem filmu. V filmu Senso so res lepi kostumi in
valjda pač neka firma kot je Gucci bo investirala v nek film z lepimi kostumi, da ga bo potem lahko prodajala pod nalepko Gucci. Zdaj vprašanje je, a je ta filmski laboratorij ravnal etično, ko je vložil, ne vem, 50 000 evrov sredstva v ponovno restauracijo nečesa, ko bi lahko ta denar porabil za nekaj drugega, ne vem, ne, ampak hecne zgodbe. Knjiga je sestavljena iz 51 poglavij, kot smo že prej povedali. V poglavju Presežek živih mrtvecev filmskega muzeja ali Skrivna resnica filmskega arhivarja. In te tvoji naslovi so v knjigi so res zelo poetični, domiselni in zelo veliko govorijo, sami naslovi poglavij. Omenjaš nek majhen nacionalni filmski arhiv, ki poseduje ducat podnaslovljenih 35 kopij za vsak del predolge sage o Harryju Potterju, kar znese skoraj 5 ton in zavzema prostor in sredstva. Ne? Kaj bi predlagal temu arhivu, da stori s temi filmskimi kopijami? Deakcesijo. Ja, ne, to je recimo muzeji po celem svetu se najbolj bojijo tega deakcesije, da nekaj izločijo iz zbirke. V glavnem zato, ker je vedno težko najti res dobre razloge, oziroma ni resno, lahko jih je najti, težko je to argumentirati potem navzven. Ampak, mislim, kot sam najbrž veš, je eden izmed velikih problemov filmskih arhivov pravni status kopij, ki so v arhivih. Filmski arhivi so, prve kinoteke naprimer, so desetletja filme zbirale brez pravnih podlag. Studiji, ki so lastniki kopij, niso dovolili tega. In velika večina filmske dediščine, ki je ohranjena po filmskih kinotekah, nima urejene pravne podlage. In če ti nimaš urejene pravne podlage nečesa, potem tega ne moreš izločiti iz svoje zbirke. Tako da je to težko narediti. Tudi zelo drag postopek je potem to pač uničiti, ne, ta celuloidni filmski trak. Mislim, da ni to, da ga kar na deponijo pelješ. Ne? Danes obstajajo tovarne, kjer to potem recikliraš in narediš nekaj lepega iz tega. Se ne uniči, se dejansko lahko reciklira v nekaj koristnega. To. Zanimivo se mi zdi v knjigi ošvrkneš tudi v bistvu zelo pomembne, v bistvu te prve arhivarje, kot recimo Henry Langlois, pa v Rochesteru je bil tudi James Cart, kjer v bistvu napišeš, da je tisto, kar so oni počeli zelo, v bistvu bilo nekako zbirateljsko, ampak v tem smislu kao zbirateljstva fantkov, kjer zbirajo pač neke zadeve, ki jih fascinirajo, ne? In da to ni bilo v bistvu neko zbiranje po kanonih filmske zgodovine, ampak so si sami ustvarjali pač čeprav v tistih časih je mogoče to njihovo dejanje bilo pomembno, ker je dalo potem nekako smernice ostalim kinotekam in filmskim muzejem, da je v bistvu treba začeti zbirati. Ne? Ampak zakaj si tako kritičen do recimo Langloisa? Se nisem res kritičen, samo opozarjam na to, o tem sem pregovoril, da se nam vsem dozdeva, da filmska zgodovina, kakršno poznamo, je takšna, kakršna je, zato taka mora biti. Skratka, da so tekom zgodovine filma, filmski arhivari, kustosi, kritiki prepoznali vrhunce zgodovine filma, prepoznali mojstrovine, jih umestili v kanon in ta kanon je odraz zgodovine filma. Moja teza je, ne, ni res. Ta kanon, kakršen ga poznamo, je golo naključje in veliko bolj pomembno vlogo pri oblikovanju tega kanona so igrale ideologije, ekonomije, kot pa neke estetske presoje. In tukaj recimo dajem primer teh prvih filmskih arhivarjev. Nihče ni bil seveda šolan filmske zgodovine, ker takrat se nisi mogel šolati za zgodovino filma, ampak vsi so bili ljubitelji in vsi so pristopali k filmu, k zbiranju, k aktu zbiranja filmov na nek izrazito ljubiteljski način, na nek izrazito nesistematičen način. Recimo, ne vem, James Cart, ki je bil oče filmskega muzeja v Rochesteru, in Henry Langlois, ki je bil oče francoske kinoteke, ona dva sta bila oba velika ljubitelja Louise Brooks. In dejansko po njuni zaslugi so filmi Louise Brooks ohranjeni. Ampak ona dva sta oba postala fana Louise Brooks, ko sta kot najstnika, če se zdaj zelo grdo izrazim, bulla v njene joške, ko sta gledala njene filme. In ta korespondenca med njima, ki jo recimo ohranimo v Rochesteru, je grozna. To sta res dva paglavca, ki onanerata nad sličicami gole Louise Brooks. Skratka, neka čist zbirateljska strast jo je vodila pri tem, da sta te filme zbrala, ne pa
neka resna presoja, da je pa zdaj ta film Howarda Hawksa, A Girl in Every Port, pomemben, ali pa da je ta film Papstov, v katerem je igrala Louise Brooks, pomemben. Pač nekaj čist drugega jo je vodilo. In če pogledaš zametke teh zbirk, ugotoviš, da gre za res neko nabirko nekih popolnih naključij in nekih osebnih preferenc in nekih osebnih strasti, ne pa za nek sistematičen pristop, ker to pa je pomembno, ne, pri zgodovini filma. Recimo poznamo to znamenito anekdoto, zakaj so Francozi v Parizu, ne, tako radi gledali vse te ameriške kobojce, ko jih je vrtel Henri Langlois, ne, zakaj so Truffaut in Godard in Chabrol in ti mladi filmski kritiki tako navdušeni bili nad ameriškimi filmi, nad njihovimi akcijskimi filmi in nad westerni, zaradi tega, ker preprosto niso znali angleško, gledali so samo slike. In če mi je človek pokazal nek angleški film, kjer je bilo veliko dialogov, recimo nek film nekega Delmarja Davisa ali pa kakšnega drugega ameriškega režiserja, ki je bil recimo malo bolj intelektualno nastrojen, recimo, kaj pa vem, se je še marsikdo, niso razumeli tega. Ko so pa gledali neko kobojko, ker John Wayne strela Indijance, se mi je pa to fajn zdelo, ker razumejo film in so potem o teh filmih pisali. Ker če bereš, ne vem, te zbirke esejev, ki so jih objavili v Kaidu Cinema, se tam niti enega stavka ne povejo o tem, kaj zares so videli. Ne? Mislim, gre prav za neko onanijo tega, kako je podoba Johna Wayna zasenčila vse, ko se je pojavila na platnu in gor in dol. Mislim, katastrofa je ta, ne? Če pogledaš iz te perspektive, ta njihova vzpostavitev avtorskega filma, ki je botroval nek nesporazum. To, da je Langlois pač imel rad neke filme in da oni niso znali angleško govoriti. Ok, smo še dva vprašanja, pa prepuščam, mogoče sem prepričan, da bo še kdo interveniral oziroma kaj vprašal. Kako smo zdaj že skozi ta pogovor in v bistvu se niti nisva direktno naslanjala na konkretno pisanje v knjigi, ampak posredno pa sva se, ne? V knjigi pretresaš in postavljaš pod vprašaj določene dogme, ki so v svetu kinotek in filmskih arhivov, kuratorjev dolgo leta veljala za temeljna in nevprašljiva vodila prikazovanje filmov izključno iz izvirnih nosilcev, hramba filmskih materialov pomembnejša od same dostopnosti prikazovanja slednjih, prepraševanje mita izvirne filmske izkušnje in tako dalje. Ne? To nekako je tisto, kar preizprašuješ. A si zdaj, ko po izidu knjige si dobil, se kakšne polemike so se že zgodile oziroma dobivaš nazaj kakšne odzive, ki so tudi negativni in a je bil tvoj namen v bistvu tudi, da sprožiš malo provokacije in da... Moj namen ni bil, da bi sprožil provokacije, zaradi tega, ker se mi je zdelo, da se bo vendarle morala večina ljudi, vsaj iz stroke, ne bom rekel strinjati s tem, ker kot rečeno, knjiga se ne zaokrožuje v nek enoten, homogen korpus misli. Vsak se lahko najde v nekih pozicijah. Se mi je pa zdelo, da bom na ta način mogoče lažje razprl nekomu obzorja, če se bo najprej prepoznal v neki poziciji in rekel, aha, ta avtor je pa moj zaveznik, potem pa razmislil o nečem drugim, kar ponudim. Tako da nekih polemik tukaj ni bilo. Odzivi so bili, nočem se hvaliti, ampak so bili v glavnem pozitivni. Edino en izrazito negativen odziv sem dobil od nekoga, ki je pa knjigi blazno zameril to, da je pa napisano na neakademski način, da ne citiram virov pravilno in da ne citiram Elsasserja. Ja, ker bi ga je mogel, ga pa nisem, ker ga pa žal nisem bral. Tako da. No, se v bistvu ravno v knjigi, mislim, sicer omenjaš režiserje, ne pa, da bi se recimo posvečal, recimo Žilniku, posvetiš eno poglavje. Pa ne toliko Žilniku, kot pa problemu tega, da praktično niti en Žilnikov film ni propisno ohranjen. Ker je v nekem neverjetnem nasprotju z tem, kje se njegovi filmi vse vrtijo, po katerih muzejih in kinotekah in kako se nobeno enostavno se ne potrudi, da bi te film tudi ohranil. Na način, kot si zasluži biti ohranjeni. Ravno pri Žilniku mislim, da je vedno bolj tudi mednarodno... Mednarodno je pripoznan, samo ohranjeni niso. Ja. Kot bi mogli biti ohranjeni. Ok, jaz bi končal v bistvu še z enim delom, ki se nekako nanaša tudi na naš prostor. Ipak vseeno si se tukaj formiral in si nekako v tej naši kinoteki si se kalil v pač razmirah
kakršne imamo, in se mi zdi, da si zaradi tega tudi še toliko bolj uspel tako v jezgri neoliberalnega kapitalizma v Združenih državah Amerike, kot tudi zdaj v tem urejenem in visokokulturnem Dunaju, ne. Torej, drobci utrinkov, anekdot, ki so zaznamovali tvoje leta v Slovenski kinoteki, od festivala 35 mm filma, ki je bila tvoja pogruntavščina oziroma neke vrste protest. Skupinska, ampak na nek način nek protest, ker se je pač, mislim, da je bil maraton 35 mm filma, koliko je, 24 ur je bil? 3-dnevni festival je bil, ampak šlo je za to, da se je pred kakimi 10 leti posod po svetu pojavil ta trend arhivskih filmskih festivalov, recimo največja je Bologna, ampak potem za njo ne zaostaja pariški festival, tule Mémoire du Monde, v MOM imajo festival. Skratka, ni kinoteke na svetu, ki ne bi imela svojega festivala arhivskega filma, ampak vsi te festivali arhivskega filma so pa nemudoma začeli z digitalnimi projekcijami in danes, če greš recimo na največji festival v Bologno, tam ne vem, če je 20% programa predvajanega s filmskih kopij. Meni se je pa zdelo fajn, kaj pa če bi naredili arhivski filmski festival, ki bi bil pa festival namenjen ohranjanju te neke izkušnje predvajanja filmskega traku, ne zato, ker bi, ne vem, mislili, da je to neka več vredna izkušnja, ampak preprosto to je nek neločljiv del zgodovine filma in ga dajmo ohraniti kot tazga, ne. In je potem tukaj narejen arhivski filmski festival, katerega namen je bil ohranjati izkušnjo filmske projekcije v tem, v čemer je ta izkušnja unikatna, ker ta izkušnja ponuja marsikaj, česar digitalna projekcija ne more reproducirati. Pa tukaj ne govorimo o nekih mitoloških, ne vem, toplina in gor in dol, ker večina ljudi ne bo videla razlike med filmom ali pa digitalnim. Govorimo o nekih zadevah, ki so res inherentne samo filmskemu traku, kot je recimo ta, da se filmski trak lahko strga, ali pa da se projektorja, da se zamešajo filmski koluti. Projekcionist utrujen. Ja, na primer. Tako da smo pač namen tega festivala. No, ampak naprej in tle v bistvu še enkrat zahvala Matevžu, ki je nekako to rezimiral. Torej, nadalje še recimo zelo lep zapis kot poklon gospodu Vladu Pintarju, enemu izmed najbolj srčnih obiskovalcev Slovenske kinoteke, ki je nažalost že odšel. Pogosto omenjaš tudi slovenske in regionalne avtorje, Davonin Marc, Kar Pogodina, Želimir Žilnik, festivale, zelo dobra zgodba iz Prizrenskega Dokufesta, kjer opisuješ to torej projekcijo Drajerjeve, Ivane Orlanske iz DVD-ja in s tem povezano zgodbo, ki je zelo zanimiva. A bi rekel, da je ta tvoja izhodiščna pozicija z neke vrste margine, ki je strani paradigmatske zahodnjaške perspektive pogosto spregledana, ali pa se Zahod do nje obnaša kot neke vrste rešitelj, torej te retrospektive cenzuriranih vzhodnih avtorjev, bistveno oblikovala tvoj današnji pogled? Si razumel kompleksno vprašanje? Ja. Mislim, jaz nisem nikoli razumel sebe, da delujem iz margine, razen mogoče takrat, ko smo vrteli filme na Metelkovi na retrovizorju. Je pa dejstvo to, da če imaš ta privilegij, ki sem ga imel jaz, da delaš v nekih tako diametralno različnih kulturnih okoljih, kot sem jaz delal, da to seveda neizmerno pripomore k tvojemu pogledu na celo zadevo, ko vidiš, kako drugače na stvari gledajo neki druge in kako neke stvari, ki jih mi tu jemljemo kot nekaj popolnoma samoumevnega, zares niso samoumevne oziroma še daleč od tega, da bi bile samoumevne. Tako da ja. A je Martin Scorsese prebral tvojo knjigo, misliš? Ker v bistvu, mislim, ga je nekako s tabo, odkar si zapustil Ljubljano, je v bistvu in v Rochesteru je nekako bil povezan v Dunajskem filmskem muzeju, je nekako honorary president, ne? Se nisi potrudil, da bi prišla knjiga do njega? Se mi zdi, da Martin Scorsese ne rabi prebrati moje knjige, da lahko preživi tudi brez tega, ker je zaposlen zelo za snemanjem svojega novega filma. Mava pa, veš le, se bom pohvalil, mava pa Skype zmenek naslednji teden, ker delamo retrospektivo ob njegovi 80-letnici, septembra, oktobra, in smo mu poslali vabilo in se je
proti vsem pričakovanjem dejansko odzval in rekel, da ga zelo zanima in da bi rad prišel in da se dajmo slišati in zmeniti, kako in kaj. Nam pa recimo ne da svojih filmskih kopij za predvajanje, ker on hrani absolutno najboljše kopije vseh svojih filmov in je rekel, da to pa nažalost, to pa ne. Da so... On je ultimativni arhivar, ne, v bistvu. Svojih filmov pa tudi... Ja, on je največji filmski zbiralec, ja, on ima arhiv 5000 filmov, vse svoje filme hrani, ampak jih pa ne pusti predvajati več. Jih nekoč je, zdaj pa ne več. Jure, bi končal v bistvu še z enim citatom, če sem prej s tvojim začel, bi zdaj končal s citatom Anje Banko iz odlične recenzije tvoje knjige za oddajo Temna zvezda na Radio Študent in če ga niste še poslušali oziroma prebrali, vas napotujem. Tako je napisala Anja Banko. Političnost filmske podobe je namreč eden ključnih avtorjevih poudarkov, kot Meden jasno izpeljuje tudi v drugem delu pisanja o filmski zgodovini, v katerem trdi, da je ideologija vedno na delu, etike ne moremo ločiti od estetike, saj je vsaka podoba kulturni produkt specifičnega časa in prostora in ne more obstajati nad nekim trenutkom oziroma ločeno od njega. Neutralnost ne obstaja, po Medenu je to zgolj posledica korporativnih interesov, to je kapitala, ki želi podobo kot deviško bele liste prodati ne samo čim več potrošnikom, temveč najmanj vsem. Se mi zdaj to pač en tak zelo močen citat, ker v bistvu ti večkrat v knjigi, kot si tudi prej že sam omenil, se pač na ideologijo in na ekonomijo pač naslanjaš, ker razlagaš pač zakaj je danes tako, kot je. Ne? Misliš, da je še kaj pomembnega za povedati, preden prepustimo če kakšno vprašanje, oziroma je kaj mogoče, kar si pozabil napisati, ker si potem, ko je knjiga šla ven, pa si se spomnil, pa... Absolutno, marsikaj sem pozabil, zdaj pišem drugi del knjige že. Nisi hotel jaz povedati, tako da je super. Ogromno sem pozabil, lepe citate si izbral, lahko bi še marsikaj povedala zdaj, ampak se mi zdi, mislim, tako bom rekel, no, eden izmed problemov te knjige, ko sem knjigo pisal, se mi je zdelo, da zares ne bo nikogar zanimala, zaradi tega, ker je pisana v bistvu za nek presek interesov med filmskim programiranjem in filmskim ohranjanjem, pri čemer jaz sam sebe zares nimam za nekega vrhunskega strokovnjaka, ne na področju filmskega programiranja, ker nisem specialist za nič, niti nisem strokovnjak za filmsko ohranjanje, tako da, veš, bi se dalo zadevo lahko veliko bolj resno zastaviti, kot pa sem jo jaz. Pa tudi načnem mogoče malo celo preveč tem, ker eden izmed mojih namenov je bil ta, namreč mene zanima poleg ohranjanja filmov še marsikaj drugega in se mi je zdelo tako dosti žalostno, ko sem se pogovarjal s svojimi kolegi, cinefili, filmskimi kritiki, koliko zelo ozko so zaprti v te svoje svetove in koliko absolutno zavračajo to, da bi pogledali majčkeno ven, kako, veš, dejstvo je, da so vsi naši napori ohranjanja filmov obsojeni na propad in to vedno bolj. Mislim, film je nek totalno efemeren medij v primerjavi z sliko, v primerjavi z arhitekturo, v primerjavi z kuharskim receptom. Nekaj res noro efemernega je. In zdaj, ko je postal digitalen, je postal še bolj efemeren. In če zares tako pomislimo, bi se mogli zgroziti nad tem, koliko hitro bodo vsi te naši napori spohteli v nič, ampak se noben s tem ne ukvarja. Vsi samo še naprej delamo te svoje stvari, kar je pa po drugi strani spet fantastično. Nekaj fascinantnega je v tem, da kar ustrajaš v tem in ohranjaš filme in jih prikazuješ, čeprav veš, mislim, praktično, ne vem, niti ene kopije iz kinotečnega filmskega arhiva ni, ki bi bila natisnjena v 80-ih letih, kjer ne bi popolnoma fuč bile barve, zaradi tega, ker je, to bo kar pa več vedel povedati o tem, ker je Kodak nek škart trak prodajal Jugoslaviji takrat, ne. Tako da je to, da je Amerigo Todt iz leta 69, ne vem, da je kopija, ne, ampak acetatna kopija je, kar pomeni, da je sigurno starejša od 30 let, da ima tako lepe ohranjene barve, da je tako malo zbledel, to je že kar mali čudež. A ne, Karpo? Karpo prikimava. No, v bistvu, tako da lahko bi še o marsičem govorila, ampak... Nisi pa pisal učbenika, ne? To ne, ampak sem pisal o tem, kako je noro to, kaj je veliko večji delež audiovizualnega, kot pa filmi, šport, pa se noben ne ukvarja sistematično z idejo ohranjanja
vsega audiovizualnega, kar je povezano s športom, čeprav če bi šel delati recimo anketo med povprečnimi ljudmi, naprimer, bi ugotovil, da je veliko več audiovizualnih spominov povezanih na recimo nogometne tekme, kot pa na skakalnico planici. Naprimer, ne. Tako da se pravim, da lotevam se zelo veliko različnih tematik, mogoče malo preveč, tako da religije se dotakneš, ne? Religije, cerkev, filma. Celo to. Ja. Da lahko bi še o marsičem govorila, ampak Dobro, prepustimo zdaj, mislim, da smo sva rekla, da bo že 9:30. Dajmo, če imate kakšno vprašanje, oziroma najprej še enkrat napotim, da si knjigo najprej preberite. Mi se opravičujemo se za malo majhne črke, ker nam je, ne bomo več ponovili, Jure in jaz imava že očala, tako da pač to nekako ni problem. A ima kdo kakšno konkretno vprašanje za Jureta Medena, oziroma tudi komentar ali pa... Maša. A bi mikrofon, Maša, čakaj, ti dam ga, da bo... Zdaj mene zanima, ker si prej trikrat tako poudaril, pa pol Igor nekako ni zagrabil, da Žilnikovi filmi niso ohranjeni tako, kot bi morali. Se pravi, kaj to pomeni? Ja, se opravičujem, ker sem hotel to reči, da sva midva mogoče zdaj doskrat navrgla kakšen strokovni izraz, brez da bi ga pojasnila. Nekako tako se šteje. Ne? Če recimo Amerigo Todt ni ohranjen v kinetečnem arhivu. Amerigo Todt se nahaja v kinetečnem arhivu. Definicija tega, kdaj je film ohranjen, se razlikuje od kinoteke do kinoteke. Recimo mi na Dunaju, kjer smo zelo strogi, ne, ali pa recimo v Rochesteru, kjer smo bili še bolj strogi, štejemo, da je nek film pravilno ohranjen. Če je recimo film bil posnet na 35 mm filmski trak, je ohranjen, če imamo negativ filma v perfektnem stanju, če imamo po možnosti potem zraven negativa še nek internegativ, če imamo neko arhivsko kopijo, pozitiv, ki ne bo nikoli predvajana, ki je samo referenčna kopija, ki jo bomo ven vzeli samo, da bomo pogledali barve, in če imamo potem vsaj še 2 kopije, ena za interne potrebe in ena, da jo po svetu posojamo, plus, da je film digitaliziran, danes ne moreš reči, da je film ohranjen, če ni tudi digitaliziran, najmanj, če je posnet na 35 mm trak v 4K kakovosti, če je narejen DCP, če je ta DCP, se pravi Digital Cinema Package, ja, da ni zaklenjen in da imamo potem tudi digitalno kopijo najmanj na 3 hard diskih, ker edini način za digitalno hranjenje je dispersion, da naš na več lokacijah, in da imamo stvar shranjeno na LTO trakovih zadnje generacije z dolgoročnim načrtom, da bomo kupovali vedno nove generacije LTO. To je ohranjen film, to je zdaj idealno, ne, zdaj idealne razmere. Da če gre neka kopija v maloro, bomo vedno lahko naredili novo kopijo in tako naprej. Ja, ker v svetu FIAF-a, filmskih arhivov, ne pristajamo na ta zaklepanja, ker to delajo studiji, zaklepajo te filme, ampak zakaj boš imel v arhivu zaklenjen DCP, ki ga ne moreš vrteti? Tako da mi imamo strogo politiko tega, da ne zbiramo zaklenjenih DCP-jev. Tudi če nam nekdo ponudi, bom rekel ne, ker pač zaklenjenih DCP-jev in potem ponavadi dobimo ključe. Danes, včasih so bili filmi na filmskih kopijah, kopija je bila filmska kopija, lahko je operater, če mu je tako pasalo ven, izstrigel neko slikco. Danes so pa te digitalne kopije, te DCP zaklenjeni in če hočeš film predvajati, moraš dobiti ključ in za ta ključ moraš vedno potem tudi masno plačati. V bistvu v slovenski kinoteki hranimo filme. Tudi marsikar ohranja, naprimer, ne vem, prej sem omenil, zdaj bom spet omenil Nesrečnega Karpa, ko je slovenska kinoteka šla restaurirati Karpa Godine, ti filmi so zdaj ohranjeni v kinoteki. Kinoteka ima, zdaj nima vseh teh elementov, ki sem jih naštel, ampak kinoteka ima zdaj dovolj elementov, da lahko rečemo, da so ti filmi v kinoteki ohranjeni. Čeprav se bo zdaj nek DCP pokvaril, čeprav bo kopija na projekciji se uničila, se bo vedno dalo narediti novo kopijo, ker se bo točno vedelo, kako in kako mora izgledati. Hvala, Maša, za vprašanje. Pa upam, da nisva še kakšne take izraza uporabljala, ker ni obče razširjeno. Vse mislim, da je v občinstvu večina, ki nekako ve, o čem sva govorila. In mislim pa, da to tudi ti v knjigi zelo, v bistvu, prej si rekel, da ste učitelj, da je poljudno pisanje, ampak je... En mi je to, v bistvu je razumljivo tudi za po mojem, torej občinstvo, bralstvo, ki ni zgolj pač v filmskem
filmski arhivistiki, v kuratorstvu. Ne. Je pa zanimivo, da si ti toliko v bistvu modest, ker si rekel, da ne veš pač dovolj o filmskem programiranju. Ne. To je, ne. Si ekspert za animirani film, jaz nisem ekspert za nič. Ja, to si pa za generalno pač zgodovino filma, kar te je, ne. Ok, a ni več nič, če ni nič, jaz predlagam, da se preselimo torej v kavarno. Jure bo tukaj z nami še nekaj 10 minut, tako da pač ne, 10 minut bom samo še nekaj več, Kaj ga pa 10 potem? minut. A si pripravljen podpisati tudi komu knjigo, če... Ja, seveda si. No, evo, izkoristite to priložnost. Igor, lepa. hvala. Hvala.